Drage dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni, nadaljujemo s petkovim nogometnim dogajanjem na zelenicah Prve lige Telekom Slovenije, torej 33. krog, začela sta ga Radomlje in Koper. Koper je zmagal, zdaj pa je pred nami tekma na Areni Petrol, nogometni klub Celje in pa Krško. Celjani so se obranili, ampak Krško še vedno v napadu, ali lahko zdaj gostje prvič celo zaključijo. Kramarič v kazenskem prostoru, Kramarič! Dangubič zaenkrat še brez priložnosti, zdaj pa Kramarič do žoge, to je lahko nevarno. Kramarič ima priložnost, Kramarič in spet obramba Matjaža Rozmana, ki tako torej ostaja pri 4 zadetkih v letošnji sezoni. Zdaj pa napad za Celje, Cvek in Rudi Požek, Vancaš strelja. Cvijanović seveda premore kar nekaj nogometnega znanja. Lepa podaja zdaj proti Vidmajerju strani Vancaša, priložnost za Volaša je bila tole in izkazal se je Marko Zalokar. Brecl sta bila, oziroma Cvek in Podlogar sta bila tam v živem zidu, kdo bo zaključil. Volaš in gol! Krasen zadetek Daliborja Volaša v 32. minuti. Dejal sem, da je Volaš v svoji karieri že znal doseči zadetke z takšnih položajev. Travner z dolgo podajo, Volaš je dobil skok, Cvijanović, nevaren je zdaj Cvijanović, Rudi Požek, Vancaš dobro preigrava, Vancaš je padel in tole je 11 metrovka za Celjane v 52. minuti. Imajo torej gostitelji Grofje priložnost v letošnji sezoni. Dalibor Volaš in obramba Zalokarja. Kaj je zdaj zapravil Dalibor Volaš? Z novo priložnostjo, da poda pred vrata Cvijanović in Volaš je poskusil, oziroma Travner je bil tole, se opravičujem. Malo lepih akcij v tem drugem polčasu, Celjani se zdaj le branijo, zdaj pa priložnost za Mensaja, ni prepovedanega položaja, Mensaj izkazal se je z obrambo Matjaž Rozman. Prva priložnost je bila tole za Krčane, Kramarič zdaj po kratki kombinaciji s kota do priložnosti, Mensaj in gol! 1-1, torej Mensaj najprej namučil vratarja Rozmana v tisti zadnji akciji, zdaj pa po zmedi v obrambi Celja v izteku 78. minute po 5. kotu izenačil. Se znajo tako dobro boriti za prostor, nov predložek na Lupeto, pa zdaj Cvijanović lahko strelja, Cvijanović pa mimo vrat ostaja 1-1 po podaji Kramariča in potem Fliperju v kazenskem prostoru do izenačenja, oziroma za izenačenje poskrbel Mensah, zdaj pa priložnost za Lupeto. Nekoliko nespreten je bil Krajcer, ampak vse skupaj dovolj dobro opravil, da so se Krčani obranili. Toni Mujan in Dangubič, domiselna akcija, priložnost za Krško in gol! Popoln preobrat, strelec zadetka pa Toni Mujan, ki se takole veseli najverjetnejše zmage nuklearcev. Konec je srečanja, Slavko Vinčić je odpiskal, Krčani pa se veselijo velike zmage. Dolgo je kazalo, da bo Celje nocoj tisto, ki bo slavilo, potem pa najprej v 78. minuti zadetek Mensaja, ki je na vaših zaslonih izkoristil. Je Mensah slabo posredovanje po kotu, ki ga je izvedel Kramarič. No, v 93. minuti pa krasna akcija Filipa Dangubiča in pa Tonija Mujana, ki sta izvedla lepo dvojno podajo in Mujan je potem zadev za zmago Krškega. Pa dobro, nisam zadovoljan jer smo izgubili utakmicu koju smo imali usmjerenu u dobrom pravcu i počeli smo dobro, iako je utakmica bila grčevita i imali smo vodstvo 1-0, imali smo taj penal koji je mogao riješiti sve, međutim njihov gol nas je zatekao malo i onda poslije njihovog gola smo opet reagirali, stvorili opet nekoliko šansi da se vratimo, da dobijemo i na kraju taj gol je odlučio u njihovu korist. Da, povedali ste,
dejanski potek tekme današnje na kratko. Moram povedati, da je bila to za nas zelo pomembna tekma. Te točke, se pravi zmago, smo iskali zdaj v zadnjih 5 tekmah in nam to ni uspelo. V Celje smo prišli po 3 točke in za eno borbeno, zbrano igro do konca smo tudi te 3 točke osvojili.